Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je 7:30. Danes bom govoril o določenih željah, po temu, da bi imeli ob sebi neko majčkeno, nedolžno, srčkeno bitjece, kot je recimo otročiček, dojenček ali pa kakšna majhna, puhasta, nežna živalca, kot je kakšen enomesečen psiček ali pa mucka ali kaj podobnega. No, ljudje se odločajo, da bi imeli razne take srčkane stvarce iz različnih razlogov. V glavnem pa so te vzroki za take odločitve zelo sebični, zelo ozkogledni, kratkovidni in danes bom majčkeno osvetlil, ozavestil te zadeve. Pa začnem recimo z človeškimi primeri. Nekateri ljudje se odločijo imeti otroka, zato ker je otrok zelo nemočno bitjece, majčkeno, presrčkeno, nebogljeno in potem ga lahko stiskamo k sebi, ga lahko mojčkamo, crkljamo, ljubkujemo in otrok je popolnoma odvisen od nas, mora nas ubogati, ne zna govoriti, ne zna se zagovarjati in seveda nam je to všeč, ker tisto, kar si mi želimo, je nek dotik nekega telesa, toplega, nežnega, dišečega telesa, ki nam ne ogovarja, ki nas ne kritizira, ki nam ne zastavlja kompliciranih vprašanj. No, slednja seveda velja samo za zgodnja leta. Potem pa seveda nastanejo problemi, ko otrok raste in ko začne nam zrcaliti kot staršem naše miselne in vedenjske vzorce, nas spraševati, zakaj počenjamo eno ali drugo neumnost in potem seveda naš otrok ni več tako zelo srčkan in so problemi. Enako oziroma podobno je z živalmi. S tem, da je tukaj seveda majčkeno drugačne. Živali imamo tudi zato, ker so tiho, ker nas ne sprašujejo, ker nam ne zastavljajo vprašanj, ker so na začetku majčkene, drobčkene, večinoma mehke, puhaste, prijetne na otip in jih imamo v glavnem kot neke vrste žive igračke. Jih imamo zato, da bi se malo pocrkljali, da bi začutili tisti prijeten tip mehkega kožuha na svojih prstih. In živali so svojevrstna bitja, ki imajo zelo široko zavedanje, poglobljeno zavedanje svojega fizičnega telesa in svoje okolice. Ljudje smo vrsta živih bitij, ki je najbolj intenzivno ločena od realnosti, ker imamo najbolj razvit umsko-zavestni sistem. To je energetski sistem, ki nas loči od našega lastnega fizičnega telesa in zato večino življenja živimo v neki vrsti domišljiji, kot neki pasivni opazovalci in povzročamo zelo neodgovorna dejanja. Pač se ne zavedamo, kaj počnemo na tem svetu. Živali so pa bitja, ki so proporcionalno bolj integrirana v svoje fizično telo in izjemno malo ujeta v v primerjavi z ljudmi in zato so v polnem zavedanju svojega telesa in prevzemajo odgovornost za svoje dejanja. So v zavedanju vseh živih bitij, celotnega sveta in kako vplivajo na ta svet, kakšna je njihova vloga na tem svetu. Ljudje pa seveda tega ne vemo in imamo živali samo kot neke vrste žive, mehke, tople igračke, ki so nam
na voljo takrat, ko jih mi potrebujemo, takrat, ko se nam zazdi, takrat, ko se nam zahoče, da bi se malce pocrkljali. In takrat seveda mora biti žival na voljo nam, mora biti pri volji, da jih pocrkljamo. Potem, ko jih pa ne želimo več, seveda bi pa najraje videli, da se žival nekam spravi, skrije, da nas lepo tam v miru počaka. In na ta način in glede želje po tem, da bi imeli otroke in želje po tem, da bi imeli živali, popolnoma spregledamo tiste želje, ki jih ima to bitje, za katerega se odločimo, da bo postal del našega življenja. Torej, če imamo otroka, ali se kdaj vprašamo v trenutku, ko si zaželimo otroka, kaj dejansko to pomeni biti starš? Kakšne so potrebe otroka? Kako otrok vidi nas, kako zaznava nas? In ali smo zmožni omogočiti otroku primerno okolje, primerno varnost, primerne pogoje za razvoj, za samostojno raziskovanje, učenje, za aktivacijo vseh njihovih potencialov. Večinoma ne, ampak si rečemo, bo že nekako, ne. In potem seveda otrok trpi. In podobno je za živalmi. Ali se vprašamo glede živali, kakšne so njihove potrebe? Glede hrane, glede gibanja, kako živali zaznavajo ta svet? Večinoma ne, jih imamo samo za neke igračke, pa si rečemo, bo že nekako, če bo žival zastokala, bom pa nekaj naredil, da jo pomirim in tako naprej. In potem so in otroci in živali v nekem vrste suženjstvu, trpijo naš lasten egoizem in nam v glavnem ni mar za to, da bi razumeli, kakšne so potrebe drugih bitij, ki so v naši okolici. No, zato, da bomo naše zavedanje in našo omejenost glede tega premagali, presegli, glede razumevanja razvoja otrok, predlagam proučitev audio serije Parenting Perfecting the Human Race. Za razumevanje živali, kako živali dojemajo svoje fizično telo, človeka, svojo okolico, kakšna je njihova vloga na tem svetu, pa priporočam poslušanje audio intervjujev z živalmi. To so pričevanja različnih živali preko zelo inovativnega medija, na ta način, da se je prvič v človeštvo pripeljalo določen pogled na svet, določene informacije o tem, kakšen je zelo poglobljeno razumevanje živali v odnosu do tega sveta in do človeka. In povezavo do obeh teh serij, Parenting Perfecting the Human Race in Animal Lives Review, vam bom napisal pod tem videoposnetkom, tako da vabim, da se kliknite na te povezave, da si poslušate te posnetke in da boste razširili svoje zavedanje na tem področju in da bomo imeli boljši odnos do otrok in do živali, da bo bolj poln in obojestransko zadovoljiv, ne samo iz naše strani, ampak tudi iz njihove strani, da bomo vzpostavili enakovreden odnos do vseh živih bitij. Hvala in nasvidenje.